Jaz sem moje dve gosti danes odpeljal na Pomol, so šli na avtobus pa nazaj na avion. Jaz pa nadaljujem naprej ob Sardiniji in ko bo ugoden veter, bom krenil proti Malorki. Pa nekje se bom še ustavil na eni bencinski črpalki, da malo dotočim gorivo. Tega še nisem, da je v zadnje mesece nič, tako da tudi nisem toliko uporabljal motorja. Ampak bom vseeno malo dotočil, da me ne bi kaj presenetilo. Bo lepa Sardinija. Zdaj grem tukaj za tem mrtom levo in potem nadaljujem skozi nekje ob obali proti zahodu. Tako naravno z višje gor je pa Korzika. Sej, v bistvu se jo vidi, ampak zdaj je tam glih neka nevihta. Sem gledal tudi Mavrico je bila, tako da se trenutno ne vidi. Je pa tako, po noč se kar ohladi. Zdaj se je sonce dvignilo, se pa že čuti, kako greje. Voda se je za kakšno stopinjo tudi ohladila, ampak je še zmeraj dovolj topla za kopati. Zdaj pa se grem pripraviti za moje jadranje, naj bi bilo tudi nekaj še vetra. Spet po mojo smer, kar je super, tako da čas zame. Danes sem prispel v Porto Torres, kjer sem uspel čez natankati, dotočiti nafto, gorivo po enem mesecu. Zdaj sem ga nekje poprečno porabil tam dobri 2 litra na dan. Se pravi za te premike, sidranja in tako naprej. Nekaj sem se pa tudi na motor peljal, tako dobro. 2 litra ni nekaj, ne. Zdaj vam pokažem še en sončni zahod, turistična ladja. Še ena je tam načez. Tudi na črpalki lastnik me je opozoril, da bo zdaj močan maestral. Tako da sem se odločil, da verjetno bom kar nekaj dni ostal tle, še na Sardiniji. Tako da načrtujem verjetno v četrtek popoldne, da odplujem proti Malorki. Drugače pa tako, rekel, mesto mi ni nekaj všeč, bolje industrijsko. Sicer imajo velik Lidl, tako da če bi rabil trgovin, to je super. Vse ostalo je pa bolj tako, rekel, nič kaj lepega za videti. Evo, jutranja kavica. 6 zjutraj sem se zbudil. Sem bil kar na bencinski črpalki prevezan čez noč. So začele pol te velike ladje prihajati, podhajati, križarke, v bistvu trajekti in podobne reči. Tako da sem pol kmalu se spravil tam na morje. Zdaj sem si počasno naredil zajtrk pa skuhal kavo. Odprt imam Genovo in grem lepo polkrmo z vetrom proti tlele rtu Sardinije. Po napovedih naj bi se jutri začel ful pihati veter. Zato se nisem odločil, da grem zdaj neki proti Malorki, da me nekje v sredi dobi, ker so pa napovedi, da naj bi pihalo tam 50-60 vozlov. Sam sem na odprtem morju, niti nimam želje preizkušati kaj takega. Pa dobro, se mi tudi toliko ne mudi, tako da zdaj ena varianta je, da grem v torek zvečer, da štartam, ena pa v četrtek zvečer, tako da bom videl, kako bo z napovedi, če se bo še kaj spremenila. Tako da zdaj se tle še neparo točkov je pred mano, bom verjetno se tukaj zadržval. Malo se je ohladilo, ni več tako vroče. Z kakšno stopinjo se je morje ohladilo. Drugače, sicer temperatura je kao še dosti visoka, tam 25-26 stopinj, vendar ko malo pihlja, ni več tako toplo, tako da recimo tako zjutraj moraš biti kar v majici že še.
Je pa po noči kar precej vlage, tako da v bistvu zjutraj, ko vstanem, je tako, kot bi nekdo polival s vodo po jadrnici. Zdaj, ko sem pil kavo, so šli tule mimo ravno tele delfini, ampak jih nisem uspel posneti, so bili malo predaleč, pa direktno v sonce. Tako da zdaj tule na sredini sem jih že 2-3 videl. Prvič sem jih videl, ko sem štartal v Sloveniji, vmes pa nič. Zdaj je pa tule še eno manjše mesto, grem mimo pogledati, kakšno je, ko se bom mogoče vrnil, če bom zdaj tukaj 1-3 dni. Pa nadaljujem na te otočke, gledal sem ene ful lepe plasce, pa plitva voda je, tako da upam, da se bom kaj kopal, da me ne bo preveč zeblo, pa mogoče še kaj lepega posnamem. V glavnem plan je potem, da nadaljujem proti Malorki na Ibico. Kako pa bo šlo, bomo pa videli. V bistvu se neki ful ne mudi, bi pa rad čim prej prišel. Zdaj sem že kar nekaj časa na tej Sardiniji. Na Korziko ne grem, morda potem, ko se bom vračal. Tako da zaenkrat mi je tole čisto v redu. Glede na to, da sem zdaj spet sam, nisem glih tak, da bi užival v samoti kakšen dan že. Tako da upam potem, da res malo pridejo novi gostje. Seveda na Ibici, potem na Kanarskih otokih. Lažje je jadrati v družbi vsaj 2 ali pa več kot sam, ne glede na to, kaj počneš, pa tako sej se zaposlim, imam vsega dela, se nimam se s kom pogovarjati, to je največja težava. Sej za samo jadranje mi ni problem samo. Danes sem se malo zaposlil. Tale nit je šla malo v biču. Imam zdaj drugo in pač bom po istem nazaj zašil tole zaščito. Tako, zamudno delam, ampak se imam čas. Sigurno bo boljše, kot je zdaj. Tako da imam pa tam 30 cm velec za zašit. V bistvu sem tako dale pošival, nadaljujem tam, kjer je že bilo. Zasidral sem se v ful enem lepem zalivu, čist na koncu rtu Sardinije. Voda je globoka tam 2,5 do 4 metre. Sem mogel kar izklopiti globinomer, ker skozi tam nekje je globina okoli 3 metre in mi pol piska zaradi alarm. Sem tudi z dronom malo posnel. Ful lepo se vidi, ker so take modre barve, turkizne. V glavnem, ful je lepo. Zdaj bom tukaj verjetno počakal vsaj do jutra, da vidim, kakšna bo vremenska napoved, potem pa, ko se odločim, štartamo tukaj naprej.
domov sem vozil, zdaj kuham kavo, v bistvu sem jo skuhal, malo bom jedel, bom se pa premaknil 30 mil, 20-25 bolj južno, tako da bom verjetno po noč ali pa jutri zjutraj štartal proti Mallorki, ko bo še tiste glaven hladna fronta mimo, ko bo ful pihalo. Drugače je lepo vreme, lepo jadram. Kot je bilo po napovedi, se je veter res ukrepil. Imam še na 10 mil zaliva, kjer mislim sidrat. Zdaj pa jadram v veter. Piha pa tam blizu 20 vozlov, 15 do 20. Grem pa tam za tisti rt odzadaj. Oziroma ob njemu nadaljujem še 4 milje. Pa prispel sem do rta, tam na gor je svetilnik, eno okno, čez se vidi čez skala, drugače pa potka, spust, ki vodi tam v jamo, kjer so ogledi. Evo, zdaj grem za rt, takole visoka je stena, zelo na vrh je svetilnik. Tukaj noter so neke jame, lukne, vsega je. Zdaj grem pa tam v zadaj nekam, sem videl en zaliv in se bom tam sidral. Prej sem prispel v zaliv, sem sidral, zdaj pa že piha 40 vozlov, da se že tle noter delajo manjši valovi. Sem na dobre 3 metre globine, spustil sem 25 metrov verige, me takole zavaroval, da ga spremenim vinč. Sidro drži, zdaj bom počakal. Zdaj, če napovedi veljajo, potem bo tam okoli polnoči nehalo pihati in pa upam, da lahko štartam sred noči proti Mallorki, dokolikor ne bodo tudi preveliki valovi, ker so tam do 4 metre po napovedi napovedani. Tako je pa malo preveč, da grem v valove, če bi šel z njimi potem še. Po noči sem izplul, sem šel probat, kako izgleda, če bi šel v veter proti Mallorki. Slaba ideja, tako da sem se po 1 uri vrnil. V bistvu 1 uro sem šel v eno smer, pa se pa še 1 uro vračal. Valovi so bili čez 2 do 3 metrski, tako kot napovedani. In v valove in v veter ne gre. Tako da sem se hitro potem obrnil, pa se vrnil nazaj. Zdaj grem pa tle v eno mesto zraven, ki je blizu 6 mil stran na Legro. Moram iti pogledati malo mesto, neki, če imajo, kupiti. Drugače pa zdaj jadram čisto počas. Tle sem sicer dosti zavetja, ampak se še zmeraj prihajajo veliki valovi noter. Takole izgleda. Grem pa tle za ta rt od zadaj, tam nekje je mesto. Zdaj sem se pa tam od zadaj zasidral. Z gumenjakom prišel na obalo. Moj skiro. Zdaj grem pa en krog po mestu. Moram najti eno trgovino, kjer prodajajo tablice, da vidim, če imajo kaj ugodnega. Drugače bom v Sloveniji naročil. Zdaj mi je moja cerkvena, pa imam vso navigacijo gor, pa vse. Sicer imam še 2 telefona sem. Vseeno tablica je lažji, kaj je večja. Zdaj grem pa en krog z skirojčkom.
se presidral 3 nautične milje čez zaliv. Glede na to, da zdaj bo 40-50 vozda spet vetra 2 dni, tako da sem šel v eno zavetje. Sem pa najdel tle eno lepo plažo. Pesek pod tleh, tako da sidro zelo dobro drži. En hotel. Tako da zdaj grem pa z gumenjakom na obalo. Me je zdaj še v polnem skiro, da bom mogoče popoldne ali pa jutri imel spet za 40 km za prevoziti. Pa v petek zjutraj pa načrtujem, da se bo veter malo obrnil, da grem z vetrom v bok proti Malorki oziroma Ibici. Zdaj sem pa že malo predolgo tukaj na Sardiniji, ampak trenutno res ni vreme dobro, da bi nekaj riskiral pa hodil v takšne valove in tak veter. Glede na to, da veter piha kontra in tudi valovi kontra prihajajo. Malo ful lepo urejeno tle, parkirišča, tle imajo neki evropski forest, se pravi gozd, vse sorte imajo. Se pa pozna, da je konec sezone, da gremo proti novembru, čeprav ima voda še zmeraj 25 stopinj. Malo kasneje sem šel tudi Kopače. Temperature so tudi, komaj pridejo tudi po noč malo pod 20, tako da je super. Čez dan so pa tam okoli 25. Moram reči, da je lepo res. Tle, ko sem zasidral, je tudi pesek pod dno, tako da so ful lepe barve morja. Zdaj je bilo pa fajn, glede na to, da bom 2 dni tle na sidru počakal, da kakšen Wi-Fi najdem, da me lahko še kaj objavil. Drugače pa grem tle en krog še narediti.
da se tukaj nahajam, dejansko piha po napovedi, naj bi pihalo, se pravi 30 vozlov, sicer trenutno malo manj, ampak če pa gledam po drugi strani, bilo pa tudi manj že napovedano, pa je več pihalo, tako da to je tako relativno. Se pravi, če pogledamo tlele, ta del je že 50 vozlov, zato se postvarjajo potem tudi veliki valovi, sicer so dolgi. Evo, še vedno čakam, da se bo veter malo umiril. V bistvu že tle v zavetju dosega sunke do 45 vozlov, zato si jih ne želim na odprto morje v takem. Za mano, kot vidite, je ena nevihta, ki je čez mesto Mavrica. Jaz sem zdaj pospravil ta izvenkrvni motor pa gumenjak spredaj ven. Tam vidite en lep sončni zahod. Zdaj je celo ena jadrnica tam priplula. Še vedno sem tle v tem zavetju. Evo, gumenjak pripravljen za jutri, če bom štartal. Se bo veter nekoliko obrnil v mojo korist, tako da bom šel v bistvu več ali manj v pol krmo z vetrom, kar je bilo idealno, da bom hitro napredoval, tako da dan pa pol pa sem na Malorki. Če pogledamo, piha zdaj tle v zavetju, zdaj je še kar v redu. Drugače pa prele sem resetiral, evo, ki pa bil sunk 42 vozlov v zadnji uri. Sidro dobro drži, tako da nimam bojazni. Evo, sonce je zašlo. Drugače pa tam je sosednjega lokala, skopnega vlečem Wi-Fi. Tako da zdaj zaenkrat sem vse posodobil aplikacije, ker sem kupil novo tablico, ker mi je prejšnja cerkeljna, sem naložil vse nove aplikacije gor, od Navionixa, nautične karte in vse. Tako da dejansko sem zdaj pripravljen. Tako da super, da ne rabim trošiti teh mobilnih podatkov, sicer mi jih ni več veliko ostalo. Zato pa imam, da bom potem jutri še lahko pogledal, tudi ko bom šel že nekaj od obale, še enkrat vremenska napoved, radar in podobne zadeve. Drugače pa danes se bom spočil, drugače pa kaj dosti ne počnem. Danes sem se malo kopal, ampak se je voda že kar ohladila na 24 stopinj, kar ni nič čudnega, če že en teden piha 100 na uro. Zunaj sem gledal z daljnogledom, so ful veliki valovi. Tako dobro. Samo da bo veter pihal v pravo smer, pa bo v redu. Zakaj v 50 vozlov pa res si ne želim. Zanj sem šel probati, ampak res ni. Znači pa zdaj bo večer. Upam, da mi bo danes uspelo pogledati na Twinu kakšen film ali pa kaj. Zjutraj ob kakšne 8, ko se bo dan naredil, bom pa verjetno štartal. Prezgodaj tudi, če ne smem, ker bo še zmeraj jutri kar pihalo. Potem naj bi se soboto, nedeljo umirilo. Mislim, da ponedeljek pa spet kontra veter na polno, tako da nimam kaj čakati. Moram zdaj te naslednje 3 dni iti čez. Jutri mogoče še malo zgodaj, ampak če ne bo prehudo, bom od jadra čez. Vse po mojem je tudi lepo hitrost, tako da bom hitro čez, dan pa pol. Imam okoli 200 nautičnih milj za preplut, tako da bom šel na Malorko, pa potem naprej na Ibico. Na Ibico prileti Anita, potem pa kreneva ob obalni Španije proti Gibraltarjem, potem naprej na Kanarske otoke, kjer prileti Natalija, Božo pa Maja. Potem pa Božo, Maja pa Anita se skupaj vrnejo z avionom, Natalija pa bo z mano nadaljevala pot čez Atlantik.